Naše delo je delo z ljudmi, ne delo z nepremičninami. Marsikdo pokliče posrednika prvo, ko doživi neko življenjsko spremembo, recimo se ločuje ali pa bo imel novega otroka in potrebuje več prostora. Žalostne in vesele trenutke deliš z ljudmi in jim takrat pomagaš. V bistvu smo začeli takrat, ko je trg padel, bi lahko rekla, dobesedno, ne, ni bilo transakcij, vse šlo narobe. Tudi jaz sem začel z delavnicami, takrat, ko je bila največja kriza. Brez omejitev v glavi, ne, brez omejitev, kjerkoli si pač šel na polno. Ko si končala NLP tečaje pri nas, a je kdo opazil doma kakšno razliko na tebi? Seveda, tudi tukaj NLP pomaga, da se ne skregaš, da znaš iti čez neki svoj ego in ugotoviti, zakaj drugi tako razmišlja. Kako nekdo ve, kdaj je pravi čas za prodajo nepremičnine? Marsikdo se mogoče odloči prehitro ali misli, da želi prodati, ampak od vzadaj pa potem prihajajo stvari, da vidimo, da ne želi prodati, neke blokade. Dosti je teh primerov, ko nekdo noče prodati, 4 bi prodali, en pa ne. Ampak tukaj mi ne moremo. Seveda imamo tudi kakšne takšne primere, ko zvejo, da je kdo noter recimo preminil v nepremičnini. Tudi sam prodajalec prodaja s čustvi. In dostikrat, če je zraven pri ogledih, lahko naredi veliko škode. Čekaj, nisem razumel, kako lahko prodajalec naredi škodo pri ogledu? Kaj naredi? Se razjezi na kupca ali? Lep pozdrav, dobrodošli v novi epizodi našega podcasta Strategija odličnosti. Z nami je danes Janja Čeh Horvat iz Remax Slovenija. Janja, dobrodošla. Hvala lepa, Aleksandar, za povabila. Z veseljem sem prišla. Ti in mož sta skupaj pripeljala Remax sistem v Slovenijo. Tako, ja, pred 20 leti. V bistvu smo začeli takrat, ko je trg padel, bi lahko rekla, dobesedno, ne, ni bilo transakcij, vse šlo narobe. Nepremičninski trg je takrat res bil na najnižji točki, odkar pomnim. Ampak Mimogrede, za zanimivost, ne? Ja. Tudi jaz sem začel z delavnicami, takrat, ko je bila največja kriza. A tudi? Torej, v resnici nisem niti vedel, kako je lahko boljše ali slabše. Pač začel sem takrat in očitno se da takrat nekaj narediti, je res? Točno, to nisi omejen. Nisi omejen z nekim znanjem oziroma izkušnjami, ki te lahko držijo nazaj. Prav tako v bistvu bila sva mlada. Jaz sem bila stara 27, Igor je bil star 30. In brez omejitev v glavi, ne, brez omejitev, kjerkoli si pač šel na polno in oba dva zelo aktivna, brez razmišljanja in v bistvu to je ravno to, ne smeš razmišljati, ne smeš si postavljati omejitev, ne smeš vedeti, kaj je. Nismo vedela, kako je, ko je dobro. Ne. Mislila smo, da je pač to, da se je pač potrebno boriti, da je posel borba in da je to, da se pač učiš na teh izkušnjah, ki so bile včasih res trde. In ko smo naredila 2 koraka naprej, smo naredila 1 korak nazaj. Ampak v vsakem primeru potem greš naprej. Ne? In to te utrdi, iz tega se naučiš, zato je zdaj pač toliko lažje. Kot pa, če bi začel v lepih časih, pa bi se zdaj stvari recimo obrnile. Ne? Nepremičninski trg je... Tu sem videla, da je to, da v bistvu delaš z ljudmi, da pomagaš ljudem. Vedno sem rada pomagala drugemu in čudovito mi je zdaj videti ljudi, ki so prišli v mrežo po 15 letih in so zdaj zadovoljni, uspešni, nasmejani, srečni, da so se tako odločili in da si jim lahko pomagal. Ne? In to je tista nagrada potem, ki jo vidiš čez nekaj časa. Kako ta sistem sploh deluje? Toliko, da razumem, kako Remax deluje?
V bistvu mi imamo franšizo, pravice za franšizo za Remax v Sloveniji. In nekako imamo srečo, da imamo dobro prakso povsod po svetu, po Evropi. Remax Avstrija je bila že na trgu več kot 10 let, ko smo mi prišli, tako da nekako smo imeli nek vzor, po katerem smo se lahko zgledovali in nismo se rabili učiti samo na svojih napakah. Vedno smo nekako veliko komunicirali z drugimi regijami, Avstrija, Nemčija, Francija, Italija, v bistvu to so vse regije, Portugalska, Španija, ki so bile naš vzor in ki so bile evropske države. To se pravi, nismo povzemali po ameriških praksah, ampak po praksah v Evropi, ki so, moram reči, tudi malo drugačne, ne. In tudi samo izobraževanje je drugačno, če ti izobražuješ v Ameriki ali izobražuješ v Sloveniji, je drugače kot v Avstriji, recimo. Tako da smo vse prilagajali potem slovenskemu trgu, ampak naša baza znanja je bila pri sosedih, kar je pa dokaj blizu, tako da je bilo toliko lažje, ne. V čem je prednost, da nekdo začne agencijo skupaj z vami, ali pa kar direktno sam gre na trg? Definitivno je podlaga, iz katere začneš kot nepremičninski posrednik, popolnoma drugačna, če ti začneš sam ali pa začneš recimo v Remaxu. Mi ogromno vlagamo v izobraževanje, znanja je ogromno, imamo online univerzo, kjer je v bistvu know-how, imamo usposabljanja redna, uvajanje, to se pravi, nepremičninski posrednik pride od prvega dneva naprej. Zdaj, jaz sem poznala te NLP tehnike, coaching tehnike in sem vedela, da je to zelo pomembno, tudi v naši fazi usposabljanja in izobraževanja, ker ti lahko rečeš, delaj tako pa tako, od začetka do konca. Mi imamo recept. Recept imamo, delaj to in boš uspel. Recept imamo, ampak tukaj smo ljudje, ne? Kot smo se naučili, imamo vsi različne zemljevide sveta. Smo ogromnokrat ponovili tudi na našem izobraževanju in smo različni. Jaz sem vedno rada dajala nasvete, rada sem rekla, naredi tako pa tako pa tako, evo, rešeno, ni problema. Ampak ni bil pravi feedback. Ti moraš upoštevati zemljevid sveta posameznika. In moraš se prilagoditi njegovemu razmišljanju, njegovim izkušnjam, njegovemu pogledu na svet. In na takšen način je lahko izobraževanje in vodenje mnogo uspešnejše, kot če daš samo knjigo, pravila, teorijo, po katerem naj delajo. Tako da tu vidim ogromno, da je pripomoglo k temu, da so naši posredniki tudi uspeli. Najeli smo tudi zunanje coache, ki delajo v našem procesu izobraževanja, ker vem, da je to pač je pomembno, da zna trener posredovati informacije in da upošteva posameznike. Se prilagajamo, da dobi posameznik tisto, kar v nekem trenutku potrebuje, da lahko uspe. Mi imamo res znanja, baze, vse je tam. To je v angleščini ali v slovenščini? Imamo prevedeno v slovenščino, nekatera usposabljanja, ki so na univerzi online, so prevedena v slovenščino, nekatere seveda, ko imamo kakšne Zoom stvari, so v angleščini, ampak običajno vsa naša izobraževanja, ki pa so v podjetju, pa poteka v slovenščini. Imamo naše slovenske predavatelje, ki pač se izobražujejo na Evropi in potem predajo te informacije naprej, ne. Tu sem tudi jaz vključena, naša ekipa je vključena, tako da nekako vsi poznamo to znanje, ki ga potem predajamo naprej. Kako si z možem, ki sta skupaj to naredila, razdelita delo? Sva v bistvu dokaj povezana pri svojem delu, jaz poznam, kar dela on, on pozna, kar delam jaz, tako da nisva rekla, evo, ti delaš samo to, ti delaš samo to. Seveda pa se je to skozi leta nekako samo razporedilo. On je bolj za finance, bolj te prodajne veščine, pogajanja, pa tudi tehnične stvari. Seveda je tudi zelo dobro zna z ljudmi.
Jaz sem se bolj osredotočila na izobraževanje, usposabljanje, uvajanje, razvoj, sam razvoj, kaj moramo narediti, da pridemo korak naprej. Tu smo sicer oba dva zelo sinhrona, kar se tega tiče, in drugega vzpodbujamo. Ko ima en idejo, pride zraven drug in nekako se dopolnjujemo. Kljub temu, da sva si različna, se dopolnjujemo in nekako te najine lastnosti se povezujejo, da lahko na koncu dobimo en dober rezultat. Kaj se zgodi, če se ne strinjate? Če se ne strinjamo, seveda, velikokrat se zna to zgoditi, zna biti zanimiv pogovor, ampak skomuniciramo. Komunikacija je ključna tukaj. Jaz mislim, če ne komuniciraš, da vidiš, kaj drug razmišlja, zakaj tako razmišlja, da spremljaš, kaj razmišlja, seveda tudi tukaj NLP pomaga, da se ne skregaš, da znaš iti čez neki svoj ego in ugotoviti, zakaj drugi tako razmišlja, ker včasih pride, Igor je zelo, moram reči, napredno razmišlja in včasih jaz niti ne razumem, kar mi hoče povedati, ne? Ampak potem vidiš čez 3 leta, da pa je imel, točno to se zgodilo, kar je on razmišljal, ali pa smo šli v tej smeri in smo šli prav. Tako da postavljam vprašanja in ugotovimo potem skupaj, kaj je pravi način, ne? Tako da velikokrat se ne strinjamo, ampak tu je potrebna neka mera zaupanja. In seveda moraš zaupati. Če zaupaš človeku, zaupaš, da je tisto, kar dela v dobro vseh in najboljše za firmo, seveda, kar pa je interes obeh, vseh, praktično. Jasno. Ko si končala NLP tečaje pri nas, a je kdo opazil doma kakšno razliko na tebi? Ti je kdo rekel, Janja, zdaj pa drugače komuniciraš kot si prej? Ja, definitivno so spremembe potem tudi v sami komunikaciji doma, sami komunikaciji v odnosih, ker gledaš na stvari malo drugače. Ne, tudi poslušaš malo drugače, ne? Poslušanje pa je ključno pri vseh odnosih, da ne izhajamo iz sebe, ampak iz drugega pri pogovoru. Se ti daj zgodi, da neseš izzive, ki jih imaš v službi, tudi domov, in kako preklapljata, zdaj sva pa doma in se ne pogovarjava o službi, ali se tudi doma cel cajt o službi pogovarjata? Ja, zdaj, jaz bi morala reči, ne, da mi to preklapljamo in da imamo čas samo za sebe in samo za službo, ampak nekako moram reči, da ne jemljemo delo kot službo. In zato ne vidimo težave, če tudi, ko sva na sprehodu ali pa kjerkoli, da kaj skomuniciramo, tudi kar se tiče službe, ker nam je to neke vrste hobi. In tudi neki skupni hobi, bi rekla, v katerem uživamo in ne vidimo bremena, kar se tega tiče. Če vidimo, da postane breme, seveda si vzamemo čas za sebe, se umaknemo, kar potrebuje danes vsak podjetnik, vsak posameznik, moraš imeti neke vrste ventil, da se odmakneš od vsakodnevnega stresa oziroma stresa, stvari, ki pač dnevno prihajajo, ne. Rabiš čas za aktivnost, čas za počitek, ker tudi v počitku pridejo najboljše ideje. Kaj je tvoj ventil, si rekla? Da imaš kakšen poseben ventil, kako ti dobiš ideje, kdaj se ti spočiješ? Kaj je zate to? Moram reči, da imam kar moje misli neprestano letijo. Nisem človek, ki bi se znal odklopiti, zato imam vedno s sabo ali imam knjige ali vedno nekaj študiram ali kakorkoli. Rada se odmaknem na sprehod, s psom, imamo psa, potem meditacijo tudi redno izvajam, na dopustu, ampak tudi na dopustu, saj pravim, čisti odklop, to ne poznam, da se čisto odklopim, ampak se pa sprostim, naredim nekaj za sebe, telovadba, šport, družina, 3 otroke imamo, tako da ti oni omogočijo, da se odklopiš, ker se moraš tako ali tako ukvarjati z njihovimi izzivi, idejami, zabavami, tako da tudi to je velika sprostitev. Kako predajaš ta znanja in te uspehe naprej na svoje 3 otroke? Ja, moram reči, da so naši 3 otroci oziroma naše 3 punce kar že rojene podjetnice, bi rekla, ker so živele s tem občutkom podjetništva. Tudi jaz sem nekako izhajala, ker je moja mama tudi bila podjetnica, je imela podjetje za izobraževanje odraslih
in nekako smo v podjetni miselnosti neprestano. Tako da jaz bi rekla, da one se učijo iz našega dela, iz našega življenja, nekaj preveč filozofiranja ni potrebno. Drugače pa vidijo, seveda jim poveš kakšne primere, ker odkrito se pogovarjamo, kaj se dogaja, kako zadeve rešujemo in se nekako učijo skupaj z nami. Dobiš kakšen navdih ali pa idejo tudi od njih? Seveda, ja. Ideje kar letijo včasih, sploh kar se zdaj tiče kakšnih naprednejših načinov promocije, kot je recimo TikTok, s katerim jaz nisem bila tako seznanjena. In tudi druge ideje nekako padajo, ki so pa zdaj vedno bolj dobrodošle. Se starejša je že stara 18 in že včasih kakšne stvari pomaga, tudi naša 16-letnica je zelo vešča nekaterih stvari in rada prisluhnem njihovim idejam. Ste dobili že kakšno stranko preko TikToka? Preko TikToka seveda se pojavijo stranke preko TikToka, preko socialnih medijev. Moram reči, da je to medij, iz katerega kar veliko nekakšnih povpraševanj pride in ki jih potem seveda razdelimo našim posrednikom, da stopijo v stik z njimi in se potem dogovarjajo naprej. Snemate tudi kakšne video oglase? Ja, snimamo za nepremičnine ali na splošno. Seveda nepremičnine zdaj, veliko nepremičnin ima video svoj, s katerim lahko malo natančneje tudi vidiš, kako so prostori povezani. Sedaj že uporabljajo te napredne tehnike videov, kjer lahko vidiš tudi, kako bi nepremičnina lahko izgledala. Vedno pač gledamo, da smo korak naprej, kar se tiče marketinga, kar je danes kar velik izziv glede na spremembe, ki se dogajajo. Biti korak naprej pomeni res biti aktiven. Kljub temu, da včasih mislimo, da nam te tehnologije AI pomagajo pri našem delu, bi jaz rekla, da nam kar dodajo našemu delu, zato ker moramo pač biti na tekočem in spremembe se tako hitro dogajajo, da biti na tekočem danes je kar ne bom rekla težko, ampak zahtevno, ne, je potrebno. Ampak je pa potrebno, to je del našega posla od nas. Nekako stranke pričakujejo, posredniki pričakujejo, da smo korak naprej, da smo v koraku s časom in da pač preizkušamo vse novosti, ki pridejo na trg. Torej, ko pride neka novost na trg, jo uporabite vi takoj v praksi in tudi znanje, recimo to, kar si dobila, znanje coachinga, NLP-ja, tudi recimo mediacije, to potem prenašaš naprej na svoje te nepremičninske posrednike. Ja, sigurno. Sicer z vsem jih ne želimo obremenjevati, ker njihovo prvotno delo je delo s strankami. Iskanje nepremičnin za prodajo, iskanje nepremičnin za kupce recimo. Tako da se lahko res osredotočijo na svoj posel. Naše delo pa je, da jim omogočimo, da lahko čim več časa tistemu posvetijo, mi pa poskrbimo za ostalo. Tako da mi jih ne želimo preveč obremenjevati z nekaterimi stvarmi, ki niso njihovo prvotno delo in jim želimo čim več nekako podlago za njihovo delo, da so nepremičnine potem vidne na portalih, da jih lahko lepo predstavijo marketinško in da ljudje poznajo Remax in blagovno znamko, to pa je potem naše delo. Bravo. Kako nekdo ve, kdaj je pravi čas za prodajo nepremičnine? Ja, to je dobro vprašanje, moram reči, ker je pomembno, ko se odločimo za prodajo nepremičnine. Marsikdo se mogoče odloči prehitro ali misli, da želi prodati, ampak od zadaj pa potem prihajajo stvari, da vidimo, da ne želi prodati, neke blokade. In v tem primeru definitivno stranka oziroma prodajalec ni zadovoljen s posrednikom. Tako da je pomembno, da smo prepričani, da želimo nepremičnino prodati, da vemo recimo, kam se bomo preselili, kakšen je naš naslednji korak, kaj želimo z denarjem, ki ga bomo prejeli, narediti. Če smo tudi dogovorjeni z družino, če je to družinska nepremičnina, da tudi drugi niso proti temu, da bi se prodalo, ker to se dostikrat dogaja in s tem se tudi veliko soočamo. Moram reči, da kar uspešno tudi naši posredniki to tudi rešujejo. Tako da je pomembno, da se odločimo, ker tako da vemo, tisto, kar se odločimo, tisto, kar si želimo, na koncu vse pride.
če damo energijo v to in če so nekake naša namera pozitivna in si to res želimo. Kako nekdo ve, če je dobil dobro ceno? Mislim, nepremičninski trg vztrajno raste vsa ta leta. Torej, oba sva začela v obdobju, ko je sicer padel, ne? Vendar kako vemo, to je najboljša cena, ki jo lahko dobim? Ja, Tudi kakšna metodologija za postavitev cene? seveda, sej imamo različne metodologije za postavitev cene, dosti primerjamo nepremičnine, ki so se prodajale v preteklosti, ki so se pred kratkim prodale okrog te nepremičnine, primerljive nepremičnine se primerjajo, ne, pol vemo, da dobimo pravo tržno ceno, tako ko imamo neko metodologijo določeno, da vidimo, katere nepremičnine so se prodale in za kako ceno v tistem časovnem obdobju. Imamo pa tudi še en način. Imamo digitalno, to se pravi sprejemanje ponudb. Da vsi vidijo, koliko je nekdo, ki se za isto nepremičnino poteguje, dal ceno. Tako da tudi prodajalec vidi, kupci vidijo zelo transparentno, da je nekdo ponudil neko ceno, ne. Tako se izognemo, da bi stranka mislila, da je posrednik za nekoga dal boljše pogoje ali kakorkoli, da navija za njega ali tega ne želimo. Seveda mora biti zadeva transparentna, zato smo naredili to digitalno zbiranje ponudb, ki je zelo pač transparentno in točno vidiš, koliko je kdo pripravljen za to nepremičnino dati. In tako prodajalec res ve, da je dobil najboljšo možno ceno. Tega nisem še zasledil, torej kako to poteka? Daj mi samo povej, kaj me zanima. Nekdo se odloči, jaz bi prodal stanovanje in vi naredite kaj? Če v primeru, recimo, ko je zelo veliko, mi seveda naredimo ves marketing, ki je potreben, in v primeru, da je veliko povpraševanj, veliko potencialnih kupcev, to se recimo zdaj dogaja v Ljubljani, kjer so stanovanja, veliko povpraševanja za stanovanja, in imaš lahko 100 klicev za neko nepremičnino, ki jo dobiš v prodajo, ker je res pač premalo stanovanj za toliko kupcev. In v tem primeru pač se naredijo ogledi, s vsakim posebej se tudi pogovarjamo in jim povemo, kako to poteka, in jih potem povabimo to je neke vrste dražba. Ne. In Ta dražba je zavezujoča ali ni za kupca? ni zavezujoča, za prodajalca, tudi prodajalec lahko reče, glejte, meni je boljši ta kupec, zaradi tega, ker ne bo nepremičnine podrl, recimo, ne, bo ohranil prvotno stanje, to je moja družinska nepremičnina in želim, da ostane v prvotnem stanju, ne želim, da se tukaj zgradi zdaj trgovina, recimo. Tako da morajo pa biti resni, morajo dati potem neko plačilo za resnost ponudbe, tako da seveda so noter res nastopajo samo resne stranke. Da ne dvigujejo cene, ampak da potem res kupijo. To pol dobijo vrnjeno, če se ne odloči za njega. Tako, seveda. Vi izvedete to dražbo, ki je nekaj, mislim, ni prav uradna dražba, temveč zbiranje ponudb. In kupec je tisti, ki reče, zbral bom tega, tudi če ima nižjo ceno potencialno, ker je odvisno od tega, kaj se zgodi s to nepremičnino. Kako so ljudje, kupci, prodajalci navdušeni na to varianto? Ker za prodajalca je to dobro, ker dobi najboljšo možno ceno, za kupca ne nujno, ker se kar naenkrat cena dviguje. Ja, razumem, kaj želiš povedati. Cena je v bistvu v vsakem primeru se dviguje. Ampak v tem primeru sam posrednik kliče, on bo dal toliko, drugi posrednik da toliko, včasih se je to delalo v kuvertah, da so dali zaprte ponudbe, recimo, ali odprte ponudbe, in je potem dvigoval telefon in se pogajal in je bilo vse skupaj kar lahko zvešnjava. Zdaj pa je to zelo transparentno in vidno, tako da vsi vidijo, ne, da je res prišla ponudba s tako ceno, ki je resna, ker kupca smo kvalificirali, že vemo, kako bo prišel do denarja, ne. Prodajalec izbere določenega kupca tudi na podlagi tega, kako bo plačal. Ali je možno plačilo takoj, ali mora vzeti kredit.
Tako Kredit da malo zavleče, ne? Pol. kredit lahko zavleče proces, recimo, zato mora biti neka možnost vseeno fleksibilnosti. Mm. Je pa res, cene rastejo, ne, ampak ne zaradi tega, ker v bistvu zato, ker je takšno veliko povpraševanje po nepremičninah trenutno. Torej, Ljubljana je tisto področje, ki je največje povpraševanje, kaj pa ostala področja? Tudi moram reči, da povsod je nekako pomanjkanje stanovanj, manjša stanovanja so nekako najbolj iskana. In tudi recimo v Mariboru je prišlo do precejšnjega dviga cen, zdaj v zadnjem času zelo rastejo cene. Tudi investicija je nekako v Mariboru v zadnjih letih bila najbolj zanimiva, zaradi tega, ker so bile nižje cene. Kar se pa tiče najemnin, pa ni bilo tako zelo velike razlike, recimo, ne, pri donosu. Tako da povsod pa je pomanjkanje, isto na obali primanjkuje nepremičnin. Tako da ja, kupna moč je, življenje se spreminja, ljudje rabijo stanovanja. Zaenkrat ne vidimo, da se bi tukaj kaj spremenilo. Kako veš vnaprej, katera nepremičnina se bo hitro prodala in katera se ne bo tako hitro? Ja, definitivno je pomembno, kako postavimo ceno na začetku. Če gremo s ceno preveč, da postavimo preveliko ceno, seveda stranke pogledajo, vidijo oglas in se ne odločijo niti, da bi poklicale. Tako da to že vemo, če sam prodajalec določi ceno in ne zaupa posredniku pri tem, je že lahko to velik vpliv na to, da se nepremičnina ali da se ne proda, ali pa poteka prodaja zelo dolgo. To je sigurno najpomembnejši faktor pri tem, ker rečemo, da se vsaka nepremičnina je prodavljiva. Tudi če je ena, ki potrebuje ogromno investicije, da lahko v njej zaživimo, pač ima svojo ceno. Imaš pa take, ki pač so urejene, lepe, z bazeni, tudi tisto ima svojo ceno, ne? In potem se vsak sam odloči glede na njegove možnosti, kaj bo kupil. Tako da na koncu je cena tista, ki odloča o tem. O hitrosti. O hitrosti. In seveda tudi sam prodajalec, koliko je motiviran za prodajo. Motivacijo pa mora vsak posrednik ugotoviti, in če vidi, da prodajalec ni motiviran, je bolje, da se niti ne loti prodaje nepremičnine. Kaj naredite takrat, ko, to si že prej omenila, ne? En družinski član bi prodal in je zelo motiviran, in drugi družinski član, ki pa je tudi lastnik te nepremičnine, si pa tega ne želi? Kako to usklajujete? Kaj je vaš... Ja, se smo imeli zdaj ravno tudi izobraževanja na temo mediacij in kako v bistvu pomagati skomunicirati to, ker nepremičninski posrednik mora nositi kar veliko klobukov. Zdaj, tako kot smo rekli, rabi licenco, potrebuje licenco, ki je zelo tehnične narave, vsebuje pravno znanje, ekonomsko znanje, tako da nekako tu še niti ne pridemo do prave prodaje. Potem mi naučimo, kako prodajati. Ampak na koncu še potrebuješ znanje psihologije, potrebuješ znanje mediacije, potrebuješ znanje res, da znaš prisluhniti ljudem, kar je včasih zelo težko, se moraš naučiti. Vsak ne zna poslušati na pravi način. In ja, to je zelo pomembno, da znamo poslušati, prisluhniti. Torej, v bistvu naslednji korak je, da nepremičninski posrednik vzame ali pa se usede z obema lastnikoma, ali pa če jih je več, tudi več, in gre skozi nek proces mediacije, coachinga, uporablja tehnike NLP-ja, vse, kar ste jim dali, ne? Zato kaj, da jih prepriča, da proda? Ali da jih... Ne, to ni naša naloga, pravzaprav oni morajo sami, načeloma, če vidimo, da ni motivacije iz vseh, načeloma morajo oni sami skomunicirati v družini, to v družinske posle se ne smemo mešati, to zna biti zelo velik problem. V bistvu mi jih ne smemo prepričevati, da prodajo, mi moramo pač stopiti pravi čas, pojasniti stvari, tudi koliko bo kdo dobil in tako naprej, da to vejo, ampak drugače pa je ponavadi en človek, ki komunicira z posrednikom, drugi morajo pa biti potem za to, ne, ker če en noče prodati, bojo težko prodali. Dosti je teh primerov, ko nekdo noče prodati, 4 bi prodali, en pa ne. Ampak tukaj mi ne moremo,
naša domena, da to more v družini sami se pogovoriti. Kakšna je bila najvišja cena nepremičnine, ki se je prodala preko vaše agencije in kjer je bila najnižja? Imaš kakšen primer, samo toliko, da imamo malo sliko? Jaz bi rekla 4 do 5 milijonov, nekje je bila tista najvišja cena, kar se tiče najnižje, pa bi po par tisoč evrov, to so recimo kakšne nepremičnine, ko so zemljišča, ki pripadajo kakšni hiši, lahko sosedno recimo zemljišče, pa so naši posredniki pomagali to nekako pravno urediti. Ti se ne toliko spuščaš v posamezno prodajo, ker z Igorjem skrbita za krovni del oziroma krovni proces. Tako, v bistvu, jaz lahko rečem, bolj prevzimam te mehke veščine, marketing, ta del. Drugače pa sem seznanjena seveda s tem, koliko nepremičnin se proda v določenem mesecu, kje smo, kazalniki, vse to moramo v bistvu mesečno spremljati, če se tudi kje zakomplicira kakšna stvar, kako pomagamo, tako da res naši posredniki tukaj imajo to podporo, niso sami, to je tudi recimo, ko si prej vprašal, kaj je tista prednost, ne. Eno je sigurno znanje, eno pa je ostala podpora, ki jo imajo med sabo, imamo veliko pravnikov, ki lahko pristopijo na pomoč, če so kakšne težave s strankami, če pride do kakšnih zapletov, niso sami. Ker če je posrednik sam, ima res ogromno dela in včasih niti ne pride do tega, da bi se lahko res lotil stvari, ki so pomembne pri njegovem poslu, zato je podpora njim ključnega pomena. In tukaj res gledamo, da jim damo tisto, kar potrebujejo. To pa je tisto, kar v določenem trenutku potrebuje, zato moraš dobro poznati, kaj potrebujejo, kaj jim je v tistem trenutku pomembno, da ne delaš nekaj po svoje, delamo skupaj, ne. Moramo nekako delovati kot eno. Slovenci, mogoče to zdaj moje prepričanje, smo zelo navezani na nepremičnino. Ogromno nepremičnin je, ki jih je nekdo lahko podedoval in ali pa drugače dobil v uporabo, ki so lahko neuporabljene, vendar jih ne nekdo proda ali pa sploh dal najem. Neka statistika je bila pred kratkim objavljena, da bi lahko se nepremičninski izziv, torej nepremičnin sama si reka, da je premalo, in tudi ljudje nimajo pač kje živeti, niti ne morejo iti v najem, ker nekdo ima nepremičnino, vendar je ne dal najem. Ja. A pa proda. Tega je kar veliko, ne, tudi sploh kot si omenil lastništva v Sloveniji, je veliko več kot v drugih državah evropskih. Je tudi veliko teh nepremičnin, ki so podedovane, recimo stare hiše, potem vsi nekako želijo v mestih, veliko jih želi v mestih živeti in te stare hiše ostajajo same in prazne. S tem je kar veliko, ki so mogoče malo drugačne, vsi bi želeli neko novo sodobno gradnjo, gradnje včasih pred 30 leti so bile popolnoma drugačne kot zdaj. Eno je seveda, če ti hočeš v najem dati, moraš nepremičnino urediti, mora biti primerna za najemnike. To je recimo ena zadeva, zaradi katere se ne odločajo. Ena je, ker so preprosto kupili za investicijo in ne želijo imeti težav s tem, recimo. To so tudi ene take malo bolj banalne stvari, ampak eni pač ne potrebujejo, ne, ki so kupili za investicijo in zdaj to pač držijo, ker je pač to del njihovega investicijskega portfolija. Nepremičnina, kar pa se jim je zdaj zelo izplačalo, ker so cene kar precej zrastle. Tako da dosti pa je seveda nekih nepremičnin, ki niso za življenje, jih je potrebno urediti ali dati recimo te velike hiše, ko so gradili včasih za 2 družini, je potrebno narediti 2 stanovanja, ampak mogoče ne morejo, ker jim neki prostorski plan tega ne omogoča, da se razdelijo recimo na več stanovanj. Tako da to je več faktorjev, ki vpliva na to. Zdaj, ko gledaš trg v Sloveniji in potem primerjaš z ostalimi kolegi, ki imajo recimo v Avstriji, tudi drugod po Evropi, v čem je Slovenija posebna, drugačna? V nepremičninskem trgu? Pa moram reči, da je podobna. Zelo smo si podobni z Avstrijci, moram reči, tukaj smo kar nekako ogromno dobre prakse od njih potegnili, ogromno znanja od njih potegnili, tako da moram reči, da smo si zelo, Evropa
si je zelo podobna in nepremičninski trg je podoben. Medtem pa, če primerjamo recimo Ameriko, tam pa seveda, tam vemo, tam je selitev nekaj čisto normalnega. Tam se selijo po parkrat v življenju, tam se selijo, če dobijo novo službo, že grejo v drugo državo, ne, ker so razdalje toliko velike. Ko se mladi selijo, se preselijo čisto nekam na drug konec, ne živijo pri svojih starših, zelo hitro grejo na svoje in potrebujejo svojo nepremičnino. Tam navezanost na nepremičnino ni takšna kot pri nas. Pri nas vseeno nekako imamo radi svoje nepremičnine, jih uredimo si, nekako se dobro noter počutimo in nimamo želje, da bi se selili že zato naše majhnosti, bi jaz rekla, ker se je včasih lažje peljati, kot pa se preseliti, ne. Tudi družina si ustvari neko življenje in nismo toliko pripravljeni, da se vsi selimo zaradi službe, nismo toliko fleksibilni, ne. Manj je selitev, manj nekako smo pripravljeni na spremembe. Bolj smo radi varni v svojem domu. Zdaj, ko primerjaš recimo Ameriko in Evropo in ugotavljaš te razlike, ne, kaj misliš, da je prednost modela, ki je v Sloveniji? V čem je to boljši model kot recimo ameriški model, ki je tak, kot se reka sama, bolj fleksibilen, manj čustveno navezan? Ne? Kaj misliš, da je dobra stvar? Ker če gledam jaz kot nepremičninski agent, bi raje delal verjetno v Ameriki, ker je tam transakcij več. Ja. V Sloveniji potencialno, zaradi tega, kar si zdaj rekla, je transakcij manj. Ker ljudje, ne, to pa ne bom dal, ker to sem dobil od staršev, nekoč mogoče jo bom rabil, dan še ne vem, in zaenkrat ne bo tam, ker je, ne sameva, se bo že kaj rešilo. A pa najdlo. Ja, v bistvu se tudi to spreminja v Sloveniji. Moram reči, da nekako rastejo transakcije v nekem življenjskem obdobju na posameznika. Ampak zanimivo vprašanje, ko me vprašuješ po prednostih, jaz sigurno vidim nekako bolj povezano z družino, z nekim lokalnim okoljem, s svojo družino se mi zdi vseeno, mi se vidimo recimo z našo družino veliko večkrat, kot pa recimo nekdo v Ameriki, ki pride samo za Božič pa za posebne praznike. Tako da jaz vidim tu prednost. Jaz ne bi rekla, da je to, da si tako fleksibilen, tako pripravljen na selitve, veliko večja prednost, kot pa to, kar imamo mi. Mi moramo biti, po moje, zelo veseli, da smo v državi, v kateri živimo, da imamo nekako vse na dosegu roke in da velikokrat ne rabimo takšnih velikih življenjskih odločitev, da naredimo korak naprej. In jaz vidim to kot veliko prednost. Ne. Se pa seveda smo pa postali kot prodajalci nepremičnin malo bolj pogumni in tudi recimo naši posredniki se zavzemajo, da je transakcija narejena dobro, da so zadovoljni in kupci in prodajalci, da imajo dober občutek, da so naredili res največ, kaj je možno in da nekako se stranka potem vrača k njim, da imamo, mi rečemo, stranko za življenje. In to je res nekako naše vodilo našega podjetja. In zato tudi ne delamo enkratnih hitrih transakcij, se trudimo, da je transakcija res dobro izpeljana, da si nas zapomnijo in da nas potem ponovno pokličejo, ko pride do teh sprememb. Je pa res, saj je ta pogum pri prodaji, iščejo že ta selitev, ko starejši zapustijo svoje hiše in iščejo neko stanovanje, recimo, to se zdaj, neko to zavedanje se je začelo odpirati, da preprosto ne moreš vzdrževati sam pri 80 letih hiše, da greš v stanovanje, da pač hišo prodaš. Te spremembe, ki se delajo, so nekako, veliko se pogovarja o tem in nekako je bolj sprejemljivo postalo, da se pač večkrat odločiš za selitev. Kar potencialno pomeni, da imate več transakcij tudi vi, ne? Tako. Ja. Zdaj, tukaj, da se razumeva, jaz imam raje slovenski model, tudi meni je všeč, recimo, da sem jaz, ko sem bil otrok, je bila moja nona del moje vzgoje in tudi moja nona, ki je bila pranona ali pa prababica za
za moje otroke je tudi bila zraven njihove vzgoje. To da smo kot družina blizu in da se lahko pomagamo in učimo, mi je seveda dosti bolj blizu kot ta ameriški sistem ali pa način. Je pa lahko na drugi strani prednost tega sistema ta, da mora oseba res postati neodvisna. Veš, kar gre na drugo stran, nima več podpore, mora biti samostojna, se pravi vse stvari naučiti ali pa prilagajati neki trenutni situaciji. Tako da vedno so neki plusi in minusi, zagotovo iz tega emocionalnega, čustvenega vidika je pa ta način ali pa ta sistem veliko boljši. Priporočate vi, da oseba kredit zavaruje ali ne? Ja, sigurno moraš. Mislim, s hipoteko je smiselno, če imaš možnosti, sploh če imaš kako nepremičnino, od katere nisi življenjsko odvisen, je dobro, da je zavarovan kredit s hipoteko. Kaj pa zavarovanje, če se nekomu nekaj zgodi? V tem času, ko mora vplačevati kredit, ker potem ta kredit oziroma se kakoli prenese na osebo, ki ostane in je to lahko neko breme za potomca ali pa. Seveda, to je lahko zelo veliko breme, tako da to so vse faktori, ki jih je treba upoštevati in vedeti, kaj se zgodi in primerno zavarovati, definitivno. Ogromno ljudi danes, ko prodaja nepremičnine, da že v oglas, da neki, reka si ne zastopniki, kako se imenuje? Posredniki. Torej, da nepremičninski posredniki ne smejo klicati, da bojo sami prodali. Torej, kaj je prednost, če nekdo sam proda in predvidevam, da lahko se izogne neki proviziji, kaj pa je prednost, če proda preko vas ali pa preko neke druge agencije? Sigurno je razlika, če se odločiš prodajati sam ali da ti nekdo profesionalno pomaga, ne. Že recimo orodje, ki sem ga omenila prej, transparentna prodaja je nekako zelo pomembna stvar v tej fazi in tudi primerna predstavitev nepremičnine. Če veliko jih napiše, oziroma vedno manj, bom rekla, ko smo mi stopili na trg, je recimo 3/4 nepremičnin se je prodajalo pač s prodajalci, ki so sami prodajali, brez agencije. Sedaj se je ta trend obrnil, tako da veliko več se jih odloča, zelo veliko več se jih odloča za prodajo preko nepremičninskega posrednika, kar kaže na to, da vidijo prednosti v tem, ne. Je pomembno, kako ti predstaviš nepremičnino na trgu. Tudi sam prodajalec prodaja s čustvi. In dostikrat, če je zraven pri ogledih, lahko naredi veliko škode, ne. Tako da vedno rečemo, raje bomo mi naredili oglede, vi lahko se ta čas umaknete, greste na kavico, ker in kupovanje in prodaja s čustvi zna biti lahko problem, ne. Čakaj, nisem razumel, kako lahko prodajalec naredi škodo pri ogledu? Kaj naredi? Se razjezi na kupca ali? Je preveč sebe da tudi noter, ne. V bistvu človek, ki pride in kupuje nepremičnino, on ne želi poznati njihove stvari, ki so se dogajale, ali kdo je tu noter živel in tako. On se noče s tem povezati, on hoče videti sebe v tej nepremičnini, ne preteklih nekako dogodkov in tako naprej. Tako da marsikaj se zgodi na ogledih, ne, to je tudi to so marsikatere zanimive zgodbe že v teh letih nastale, ko jih znajo posredniki povedati in boljše je, da nekako nevtralna oseba pokaže nepremičnino in pokaže nepremičnino tako, da se tisti, ki pride na ogled, tam noter vidi, ne. Daj povem kakšno zgodbo, da samo tako, da razumem, kaj so tveganja lastne prodaje, ker mogoče lahko nekdo potem rekel, ok, vzamem agencijo. Kaj so tveganja? Ne, zgodba povem, ker me zanima, kaj recimo se je zgodilo nepremičninskemu posredniku, da je potem rekel, lej, ni bilo v redu. Da ni bilo v redu. Ja, seveda imamo tudi kakšne takšne primere, ko zvejo, da je kdo noter recimo preminil v nepremičnini, ne, in se potem Ne odločijo. Ja, to se recimo velikokrat zgodi, kakšne takšne stvari, ko vejo, poznajo neke dogodke in ko enkrat to veš, tudi težko takšne stvari prestopiš in potem se recimo ne odločijo za takšno nepremičnino, ne.
Pa povejo potem lahko tudi prodajalci vse svoje neke izkušnje slabe, mislim, ne prodajajo, oni ne pokažejo tiste prednosti nepremičnine, ki si jo takrat nekdo, ki je na ogledu, zasluži, svoje izkušnje Ja. peljejo v proces. Čeprav kot kupec bi rad vedel, kaj je slabega. Me razumeš, to je, da dejansko mi je fajn, če mi on pove, da pušča streha. Ja, to so pa takšne napake, ki jih tudi mora vedeti v bistvu sam kupec. Če jih veš, jih moraš tudi kot nepremičninski posrednik povedati. Jih moraš poznati in povedati, recimo. Ne, to pa je. To pa ne smeš skrivati, ampak take stvari je dobro, da posrednik preda naprej. Bravo. Je bila kakšna taka korist, ki si jo tako opazila pri svojem delu, ko si končala delavnico NLP praktika mojstra coacha? Mi smo v bistvu NLP tehnike uporabljali že prej, ko smo imeli usposabljanje. Že 20 let nazaj smo vključevali, ampak je nekaj drugega, ko ti greš skozi ta proces usposabljanja. In v vsakem primeru danes moraš poznati nekaj teh osnov, tudi moraš poznati delo z ljudmi. Mi imamo ključ. Naše delo je delo z ljudmi, ne delo z nepremičninami. Ker v bistvu moje delo je, da usposobim posrednike, da so potem samostojni na trgu. To je naše delo. Da pridejo, jih od začetka peljemo, da so potem samostojni in da so uspešni in da čim prej, da so samostojni. Ne? In mi zdaj vključujemo v NLP tehnike oziroma coaching. Meni se je najbolj nekako zdel to znanje, ki sem ga pridobila na coachingu, se mi je zdelo najbolj zanimivo. Ker danes pač vodja kot vodja mora pustiti ego pred vrati. Ne. To pa ti omogoča poznavanje komunikacije. Da lahko ti v bistvu ego pustiš pred vrati in resnično poslušaš. Ker to pa smo se naučili. Ne. Na coachingu smo vadili, smo se naučili poslušati, smo se naučili postavljati pravo vprašanja. In tudi čisto drugače je včasih, ko so bili vodje, direktorje, pa so potem rekli, evo, ti naredi to, pa so šli. Ne. Sedaj iščeš notranjo motivacijo. Tudi mlada generacija zdaj več ni takšna, se bo uprla tej korporativnemu sistemu, ne. Zato je komunikacija vedno bolj pomembna. Ne. In podjetje, lahko rečem, da raste toliko, koliko raste človek, ki stoji za njim, koliko raste direktor, koliko se razvija, toliko lahko tudi raste podjetje. Zato je pač delo na sebi, se mi zdi tudi danes zelo ključnega pomena. Pa tudi vidimo, da to tudi upoštevajo, ne, podjetniki pa direktorji. Nekateri bi želeli hoditi na oglede, že se odločiti za nepremičnino, potem pa grejo na banko, pa vidijo, da sploh ne dobijo kredita. Se kdaj zgodi, da kakšen kupi nepremičnino, brez da jo gre pogledati? Če nepremičnina, ki je vredna 150 000 evrov, pa se prodaja za 300 000 evrov, bo kupec samo preskočil in niti ne bo pogledal. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. V okviru naših vsebin spremljate in poslušate naše tečajnike, udeležence, ki so s temi orodji naredili preboj v svojem življenju. Naredite ta preboj tudi vi, prijavite se in spoznajte moč orodij za osebno in poslovno rast. Nekako spremenili smo način izobraževanja, tudi veliko smo nekako vnašali tega coachinga v sam proces usposabljanja in še zdaj v proces uvajanja, v proces nadaljevalnih izobraževanj in treningov, ker tudi učimo nekatere stvari, kako s strankami potem, ker tudi neka taka stvar, kot je recimo poslušanje, zna biti zelo, zelo težavna za marsikoga, ne. Ker nekdo, ki se odloči za neko stvar, kot se recimo posredniki pri nas odločijo za posel nepremičninskega posrednika, ki ni lahka odločitev, ampak potrebuje pravo vodenje in potrebuje tudi, da ga ti vodiš na način, kot on to potrebuje. Vsi so iz različnih svetov, moram reči. Pri nas recimo potrebuje nepremičninski posrednik 6. stopnjo izobrazbe, da lahko naredi licenco. To pomeni, da je veliko posrednikov, ki so v našem podjetju, zelo
dobro izobraženih. Imamo arhitekte, učitelje, pravnike, ekonomiste. In pač je potrebno veliko, da ti investiraš v to, da postaneš nepremičninski posrednik, in tudi potrebno jih je naučiti stvari, ki jih v času šolanja tudi niso nekako spoznali in jim je neznano. Kaj recimo so stvari, ki jih ne dobijo v šoli in jih dobijo, ko pridejo k vam v proces izobraževanja? Moram reči, da celi proces dela s strankami, mi pomagamo ljudem, da prodajo nepremičnino in stojimo ob strani ob njihovih pomembnih življenjskih odločitvah. In to je neke vrste poslanstvo. In zato je potrebno vedeti, kako pristopiti k ljudem, kako se z njimi pogovarjati, kako jim ponuditi res tisto, kar potrebujejo tisti trenutek. Imeti več klobukov, veliko klobukov naenkrat na glavi, ker marsikdo pokliče posrednika prvo, ko doživi neko življenjsko spremembo, recimo se ločuje ali pa bo imel novega otroka in potrebuje več prostora. Žalostne in vesele trenutke deliš z ljudmi in jim takrat pomagaš. In zato mora posrednik vedeti, kako z ljudmi, kako komunicirati z ljudmi, jih poslušati, voditi. Zato ni to tipična prodaja in ni to mogoče včasih so na posrednike bolj gledali kot neke vrste prodajnike. Zdaj pa vidimo, da se je ta trend obrnil. Ljudje so začeli ceniti storitev, ki jo ponujajo posredniki, ki jo ponujamo, in se obračajo na nepremičninske agencije veliko več, ko so se v preteklosti, ker pač to prednost vidijo in to prednost tudi čutijo in so hvaležni, in čudovito je videti potem in zadovoljne posrednike in zadovoljne stranke, ki so imeli čudovito izkušnjo z nepremičninskim posrednikom in so postali prijatelji na koncu, ker je to res, to so res dogodki v življenju, ki niso vsakdanji. Običajno se ne seliš takrat, ko je nekaj vsakdanjega, ampak ko so pač neke spremembe v življenju, in ljudje takrat cenijo, da imajo ob sebi nekoga, ki jim zna prisluhniti. Mislim, ko te poslušam, me zanima korist, da nekdo postane sploh posrednik. Rekla si, da so arhitekti, da so ekonomisti, da imajo različne poklice ali pa izobrazbe. Kaj so prednosti tega dela? Prednost tega dela je recimo več. Zdaj motivacija, zakaj se nekdo odloči za delo nepremičninskega posrednika, ne? Zdaj jih je tudi recimo, ko spremljajo Netflix in te oddaje, ampak potem vidijo in pridejo na realna tla, da pač je potrebno marsikaj narediti, zato ni vedno vse tako blesteče in lepo, ampak seveda so velike prednosti. Ena od teh je sigurno to, da si sam urejaš svoj delovni čas. To se pravi, ti se odločiš, kdaj boš šel v službo, kdaj se boš zmenil za oglede, kako si boš uredil svoj čas. Tako da lahko delaš v nedeljo, imaš ponedeljek prost. Veliko je stikov z ljudmi, tako da moraš biti pripravljen delati z ljudmi, in ne sediš v pisarni in čakaš, da odbije ura 4 ali 5 ali 3, odvisno ob kateri uri si moral biti v službi, ampak takrat, ko delaš aktivno in delaš potem, da izkoristiš svoj čas. Imaš občutek, da si izkoristil svoj čas. In tudi nagrada je potem seveda sorazmerna s tem, koliko truda, koliko dela si vložil v to. In je odvisno od tega, in to tudi mladim se mi zdi vedno bolj pisano na kožo to delo. Vedno bolj se vidijo noter, ker želijo nekako svoj doprinos. In to vidijo, ta doprinos, tu vidijo tisto svoje poslanstvo, da lahko pomagajo pri nekih življenjskih odločitvah. Kar pa vsako delovno mesto tega ne omogoča. Tukaj pri nepremičninah je seveda tudi nek čas potreben, torej nekdo začne ponujati nepremičnino. Če je to nepremičnina, se reka v Ljubljani, pa to je stanovanje, je lahko ta transakcija bolj hitra. Če je to nekje na podeželju, pa lahko je prodajalec postavil malo višjo ceno, bo tudi ta nepremičninski posrednik imel več časa, preden bo zaslužek dobil ven. Torej je vedno odvisno,
Tudi od lokacije same in cene same, kako hitro je on narejen. Ja, seveda, zdaj nekatere nepremičnine so prodavljive prej, nekatere kasneje, ampak ko ti enkrat v bistvu vstopiš ta cikel, si že veš planirati, ker ti v bistvu imaš več nepremičnin v prodaji in veš, zdaj se mi zaključuje ti 2 prodaji, vmes pridobivaš nove nepremičnine, tako da potem po nekem času si že vešč in si znaš organizirati ta proces, da vedno nekaj novega pride in da se tudi zadaj nekaj zaključuje. Tako da nekateri naši posredniki imajo ogromno v bistvu nepremičnin, ki se zaključujejo v istem času. Zato pa je pomembno, da imaš tudi za sabo dobro ekipo, ki ti pomaga te transakcije zaključiti, ne? Ker to ne delajo vse sami. Imaš pravno ekipo, ki ti potem pomaga transakcijo zaključiti in lahko ti delaš dalje in pridobivaš pač nove stranke. Tako da čez čas postane proces predvidljiv, to se pravi, veš, kdaj lahko pričakuješ in tudi nekako mesečno pokriješ oziroma pridobiš tisto, kar si zadal. Vsi pa vemo, da so postavljanje ciljev, ko smo jih postavljali v coachingu, je zelo pomembno, tudi pri nas. In tudi mi recimo veliko postavljamo cilje, kakšne cilje si želi imeti posrednik. In zanimivo je, ko vidiš, da takšen cilj, ko si postavi, to tudi doseže, ne? Če so zadaj aktivnosti. Ne? Veliko je odvisno od posameznika. Tukaj je ogromno odvisno od posameznika, tako kot v življenju. Imamo vedno izbiro. Ali se odločimo, da bomo nekaj naredili, ali da ne bomo nekaj naredili. Jaz ne verjamem, da je vse definirano v prihodnosti, kaj se bo zgodilo. Veliko je odvisno od naših odločitev, od naše aktivnosti in naše motivacije. Bravo. Mislim, mi je všeč. Pred časom mi je nekdo v eni zavarovalnici rekel, da si pušča neke prodaje za naslednje obdobje ali pa za naslednji plan, ker skozi pritiskajo z novimi plani in če on doseže tak rezultat, bo dobil kar naenkrat plus 10, plus 20%. Je tudi tukaj pri vas kakšna taka špekulacija, to nepremičnino bom rajš prodal drugo leto, da mi bo šlo v drugo leto ta moja provizija, ali nimate vi nekih pritiskov na te posamezne? Potem stranke ne bi bile preveč zadovoljne z nami, če bi rekli, ja, bomo to reči drugo leto prodali, ne, ker bom plačal ta mesec preveč davka ali kakorkoli, želim plane doseči naslednji mesec. Definitivno imamo plane. Ampak tukaj špekulirati ne smemo, ker stranka pričakuje čim hitrejšo prodajo za najbolj primerno ceno, ki jo lahko dobi, najvišjo ceno, ki jo lahko dobi. In to je v bistvu tista naša vloga, da za to poskrbimo. Kaj so najpogostejše napake, ki jih lahko nekdo kot kupec nepremičnine naredi? Sigurno je prvo, kar je, da nimaš pripravljene finančne konstrukcije. Finančna konstrukcija je ključna. Zato je tudi pri posredniku pomembno, da preveri, če ima kupec finančno konstrukcijo narejeno, ker nekateri bi želeli hoditi na oglede, že se odločiti za nepremičnino, potem pa grejo na banko, pa vidijo, da sploh ne dobijo kredita, na primer, ne. Tako da prava finančna konstrukcija, da imaš dovolj denarja, da si lahko nepremičnino privoščiš. Pred tem je bolje, da počakaš, pa si najprej to urediš. Pri nakupu je tudi zelo lahko pride do težav, če se nakupa lotiš sam, kar se tiče same dokumentacije. Kupiš zemljišče in ugotoviš, da nima gradbenega ali so gor kakšne hipoteke, recimo na nepremičnini, kakšne napake, skrite napake, da je nepremičnina ni grajena v skladu z gradbenim dovoljenjem, recimo. To se velikokrat tudi dogaja. In da ne moreš narediti kakih sprememb, ki si jih recimo želel narediti tudi na nepremičnini, ali ne moreš zgraditi tistega, kar bi si želel zgraditi na zemljišču. Tako da moraš biti, zelo, zelo pazljiv pri nakupu nepremičnine. Zdaj pri nas se tudi zelo razvija ta storitev, da pomagamo kupcu, to se pravi,
da je posrednik, ki res sodeluje samo s kupcem in mu pomaga pri nakupu, to se pravi, da mu išče nepremičnino tudi izven nekega trga, izven oglasov, ki jih imamo mi v naši agenciji. To se pravi, da išče po celem trgu, tudi tiste, ki še niso na prodaj, ki jih lastniki prodajajo sami in potem pomaga, da se odločite za nakup potem pravilno. Kaj pa so napake na drugi strani? Na drugi strani, Torej, pri prodaji pri prodaji, nepremičnine, tako. je sigurno nepravilna postavitev cene. Tako kot sem prej rekla, da nepremičnine ne preskočijo. Če nepremičnina, ki je vredna 150 000 evrov, pa se prodaja za 300 000 evrov, bo kupec samo preskočil in niti ne bo pogledal. Potem sigurno nepravilna postavitev nepremičnine na trg, da niso lepe slike in tako naprej. To sigurno odvrača potencialne kupce in tudi nezaupanje, če ni lep oglas, če je nepremičnina samo na nekem portalu, ali da je nepremičnina na celo več oglasov za eno nepremičnino z različnimi cenami. To se velikokrat dogaja, da dajo nepremičnino gor različnim posrednikom in različne cene. Tukaj takoj izgubiš potencialne kupce, ker kaže na neresnost pri prodaji. Tako da vedno priporočamo enega posrednika, ki nepremičnino res da potem na vse portale, ki so pomembne pri nas, recimo, ko da se nepremičnina na trg, se promovira in na svetovni ravni, in na evropski ravni, na različnih portalih naenkrat. Tako da ne rabiš potem posebej sam, recimo, v tujini iskati drugega posrednika. Pri nas so posredniki iz celega sveta povezani med sabo in si nepremičnine tudi med sabo delijo, to se pravi, da prodajajo nepremičnine drug drugega in sodelujejo. Torej, nekdo, ki prodaja preko vas, dobi lahko kupca tudi izven Slovenije. Je to pogost pojav? Zelo pogosto pri nas, ja. Z katerih držav so največkrat kupci? Dostikrat smo imeli recimo kupce z Avstrije, iz Avstralije, iz Madžarske, iz Ukrajine, zdaj je recimo veliko povpraševanja, iz različnih držav, iz Hrvaške. Mi recimo naši kupci kupujejo na Hrvaškem in sodelujemo s posredniki na Hrvaškem. Tako da imamo recimo en skrbi za kupca, drugi prodajalca in tako poskrbimo, da lahko nepremičnina kupljena na Hrvaškem varno, ne, ker zaupajo pač vsak nekako svojemu posredniku. Italija dosti sodeluje recimo z obalnim področjem, tako da ja, tudi veliko tujcev, ker pozna naše podjetje, ker pozna Remax, vidi, potujejo povsod v svoji državi, ga vidijo povsod in potem se avtomatsko na nas obrnejo, ko kaj iščejo. Tako da je veliko teh transakcij, ki so speljane z tujci, pač preko našega podjetja. Kateri portal pa v Sloveniji je tisti glaven, ki misliš, da mora biti nepremičnina nujno tam? Ja, na remax.si. V resnici nepremičnine.net je tisti, ki je največ transakcij, ali? Na nepremičnine.net imamo vse, torej tudi tiste, ki prodajajo sami, tako da moram reči, da je pač gor vse, nisi prepričan, ali je ta oglas v redu, če je res zadaj motiviran prodajalec, če je nepremičnina urejena. Prej smo se pogovarjali o tem, kaj so lahko napačne odločitve, definitivno nakup ali prodaja nepremičnine, ki ni pravno urejena, ki ima napačne, nima v redu podatkov v zemljiški knjigi ali pač ni pravno stanje urejeno, je lahko tudi pri prodaji težava, ker ko hočeš potem, da kupec vzame kredit, ga ne dobi, ker nima nepremičnina pravnega stanja urejenega, recimo. Tako da to je v obeh primerih lahko kritično, tako da je pomembno, da je pravnik od zadaj, ki pregleda pravno in dejansko stanje in da nepremičnina, ki se prodaja, tudi primerno urejena. Stranka mora biti seznanjena s tem, kaj kupuje,
ali tisti, ki prodaja, tudi mora vedeti, kaj za njega ta prodaja pomeni, tako da to je pomembno, da imaš zadaj dobro pravno podporo, ne. In na tem zelo veliko delamo, imamo 16 pravnikov po Sloveniji, ki skrbijo, da so te transakcije potem, da tečejo in da morajo potekati tako, kot pač morajo, ker mora tudi pogodbo napisati pravnik, kar včasih kakšni, ki delajo sami, pišejo kar sami, ne. Pri nas mora pač diplomirani univerzitetni pravnik napisati pogodbo in preveriti stanje. Morda še to, kateri so najbolj zahtevni kupci? So to mlade družine, pari, a so to neki investitorji, morda neki zelo bogati, uspešni kupci, ki želijo imeti neko dodatno nepremičnino? Dobro vprašanje. Zelo zahtevni so običajno, jaz bi rekla, si jih ne bi segmentirala po teh segmentih, ampak je odvisno od karakterja. Imamo mlade kupce zelo zahtevne, seveda, ki si pogledajo ne vem koliko nepremičnin, pa še zmeraj niso zadovoljni, in imamo investitorja, ki kupi, ko vidi že takoj, ali obratno. Tako da bolj bi rekla, da segmentiramo po karakterjih, ne, in ne toliko po tem, koliko denarja imajo, za kakšne namene kupujejo. Res pa je, da tisti, ki investirajo, že imajo nekako običajno, kar želijo imeti, ne. Že vejo malo bolj natančno, kaj iščejo. In že imajo bolj razdelano, kaj iščejo, pa kaj potrebujejo. Se kdaj zgodi, da kakšen kupi nepremičnino, brez da jo gre pogledati? Samo na podlagi oglasa. Ja, v bistvu smo imeli sploh v času korone, te oglede sicer, pogledali so si, ampak ne v živo, preko WhatsAppa recimo smo imeli te možnosti ogledov na daljavo, in se je zgodilo, da so recimo iz tujine bili kakšni kupci in kupili nepremičnino, brez da si bi pogledali, tako da to se je tudi že dogajalo, ja. Včasih nepredstavljivo, ampak ja, tudi sem slišala pri sosedih na Hrvaškem se to dogaja, da kupujejo apartmaje in nepremičnine, ki jih niti pogledali niso. Tako da ja. Možno je. Možno je, vse je možno. Ja. Kaj bi bila neka tvoja zaključna misel? Zaključna misel. Jaz bi pogledala na naše življenje mogoče malo bolj iz drugega stališča. Rekla bi, da ne glede na to, ali kupujemo nepremičnino ali prodajamo nepremičnino ali imamo neke življenjske odločitve, ne čakajmo da vse 100% sedi. Malo zaupajmo življenju, pa malo se prepustimo življenju, pa izkoristimo nekako priložnosti, ki nam jih življenje nudi. Hvala za ta pogovor in veliko uspehov še naprej. Hvala lepa, Aleksander, me je veselilo, in hvala za povabilo. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. Prijavite se na naše delavnice in spremenite svoje življenje, naredite korak preboj naprej proti želenim ciljem, rezultatom. Za vas imam eno prošnjo. Všečkajte, delite te vsebine in se naročite na naš YouTube kanal, kajti s tem nam pomagate, da lahko služimo vam in pripravimo še boljše vsebine prihodnje.